Tako, spoštovana Ptuj-Lex publika, nocoj je z nami mis mestnega sveta in kandidatka za županjo Nuška Gajšek. Da povedam kar takoj, zakaj bi rada bila županja? Zato, da bi bila prva ženska županja ali so motivi širši? Ne, motivi so definitivno širši. To je potem samo tisti dodatek, da si prva ženska županja, čeprav pred mano so ženske že bile v tistem drugem sistemu. Ampak ne, moj motiv je ta, da želim dejansko in resnično iskreno povezati ljudi, da jim želim dati priložnost, da sodelujejo, da sooblikujejo našo mesto. Jaz zelo verjamem v to, da več glav več ve, da če sedimo skupaj, da se pogovarjamo, da se poslušamo, da iščemo kompromise, potem so tiste rešitve toliko bolj trdnejše, boljše, bolj prave ali pa bolj pravičnejše za neko skupnost in potem mi lahko na tem gradimo dobre temelje za naprej, zato da vzpostavimo spet zaupanje, da dobimo spet občutek, da vsi pripadamo isti stvari, da smo Ptujčani in da vsi skupaj res delamo za to, da nam bo vsem dobro in boljše v prihodnosti. Ti naši Ptuj-Lex intervjuji so namenjeni temu, ker smo v soočenju doslej videli, jaz kar rečem, soočenja televizija organizira očitno za sebe in potem se o eni temi 1 uro pogovarjajo in nič ne zvemo. Tukaj pri nas pa predstavljamo kandidate. Kdo je Nuška Gajšek? Nuška Gajšek je v prvi vrsti ena čist taka preprosta punca iz delavske družine. Jaz nikoli nisem se postavljala nad nikogar. Jaz mislim, da imam izjemen občutek za to, da poskušam vsaj razumeti ljudi, da se vživim v situacije, da želim pomagati. Moji nameni so iskreni, kakorkoli to mogoče neko idealistično zveni, ampak jaz sem bila vedno vzgajana v tem, da je treba biti pošten, deloven pa ljudem delati dobro, ne pa slabo, ker dobro se z dobrim plača. Drugače pa je Nuška Gajšek tudi velika ljubiteljica živali. Potem ne vem, Nuška Gajšek rada bere, Nuška Gajšek rada poseda na kavi in se pogovarja, se druži. Tako da, ne vem, čist ena taka navadna, preprosta Ptujčanka. To vam lahko mi s Ptuj-Lexa potrdimo, ker smo se pogovarjali vsaj 1 uro spodaj v lobiju, smo tu v hotelu Mitra, v, rečemo, Kurentovi etaži. In sedaj bomo vprašali za zaključek prvega sklopa. Kako vidiš ti, Nuška Gajšek, v sebi tisto silo vodstveno, ker to lahko mi kot liksari, ki imamo kritično sokolovo oko na Ptuju, potrdimo. Ženska si res vzame, cajta res razmisli, zato nas zdaj zanima, kje vidiš v sebi tisto silo vodstveno. Ko imaš dejansko enkrat škarje in platno v roki in da nisi samo na mestu nekega mestnega svetnika, ampak da si tista, ki reče, tak bo, tak ne bo. Jaz vselej, ko iščem rešitve, dejansko iščem rešitve, ne pristajam na to, na neke številne izgovore, to se ne da zato, ker to pa to pa to, ampak vedno v nekih okvirih se rešitve dajo najti in jaz vedno si zastavim cilj in pol delujem v smeri tega cilja. Včasih gre malo prej, včasih gre mogoče malo težje, definitivno se pa da. Da se pa tudi tako, če poslušaš ljudi, če potegneš daj ego nazaj, se pustiš prepričati, verjameš tudi drugim argumentom, tehtaš argumente, jaz s tem nimam težav, jaz se absolutno znam pogovarjati, znam poslušati in na koncu tudi umaknem svoj predlog iz mize, če vem, da je drugi boljši. Dobro, se vrnemo v drugem delu.